v splošno gledano to, kar smo že povedali. Dve stranki izrazito zares v večji meri kot SDS, kot smo videli iz analize, pa vendarle dve od treh vodilnih strank v Sloveniji prepoznavata, zares razumeta pomeni težo teh izzivov in presegata ta klasičen okoljevarstven pristop, pogled na zadeve. To se nam zdi, da je dejansko zelo pomembno v današnjem času in v primerjavi z letom 2004 je to precejšen preskok. Koliko bodo stranke uspele v času ustvarjanja koalicijskih partnerstv uveljaviti zares, malo je že Ana Marija načela, ta načela, ko se bomo spustili bolj na realno politiko, nas pa malo skrbi. Druga zadeva, ki nam pa tudi nekako skrb vzbuja, je pa, da smo videli, da v nekaterih programih, in to pravzaprav velja skoraj za vse ti programi, ki so malo bolj ambiciozni, je neka še vedno notranja nekoherenca. Se pravi, neka nasprotja, konflikti interesov so v programih še nekonsolidirani zares. Najbolj izrazito to v programu LDS, tukaj si lahko podrobno preberete, recimo in izrazit primer je njihova po eni strani v gospodarskem poglavju podpora Greenfield Developments, se pravi, da pozidavamo zelena območja, na novo, v okoljevarstvenem poglavju pa seveda tako politiko kritizirajo in se opredeljujejo za izkoriščanje že urbaniziranih območij. Skratka, to nas v tem smislu zelo skrbi. Tako nasplošno, nekako pogledano, če bi pa šli še na področje energetike, tam imamo tudi neke zanimive ugotovitve. Ja, pri energetiki je splošna ugotovitev v tem, da se stranke zelo malo še oddaljujejo od klasičnega pogleda na energetiko in oskrbo z energetskimi stvaritvami, ker predvidevajo gradnjo elektrarn, na primer, in pa uvoz plinovode in tako naprej, to se pravi veliko energetiko. Zelo šibak je pa poudarek na strani porabe in pa lokalnih virov. Tako da, seveda z nekaterimi izjemami, no, ta primer tega, da je poudarek še vedno na centraliziranih virih, je v tem, da poleg gradnje termoelektrarne v Šoštranju, šeste, ki po mojem je zelo navzkriž z ciljem doseganja manjših emisij toplogrednih plinov, tako da bo že sama računica pokazala, da je nemogoče doseči cilj 80%, če še takrat obratuje, ker je predvideno, da obratuje tak velik sklop termoelektrarn. Mislim, da sem pozabil omeniti tudi šibka podpora gradnji, energetsko učinkoviti gradnji stavb in stanovanj, ki je samo v nekaterih programih in tudi rekonstrukcij stanovanj. To je perspektivno neko največji vir energije poleg obrzdanja prometne porabe. Poleg tega bi bil pa lahko to velik zagon na drugem področju gradbenega sektorja, ne na področju avtocest, na področju prometa, čeprav seveda se to tudi v zasebnih hiši lahko zgodi, pa vendar bi šlo za eno velik projekt lahko nacionalni, ki bi
tudi angažiral veliko delavcev, pa poživil gospodarske tokove. Vprašljivo je tudi počasen odziv na ta spoznanja glede škodljivosti biogoriv oziroma škodljivih stranskih učinkov, pretiranega poudarka na biogorivih, kot veste, je del te prehrambene krize je že lahko tudi pripišeno pretiranem spodbujanju uporabe pšenice in koruze za proizvodnjo goriv. Toliko. Ja, ker nekaj strank še vedno to napoveduje kot obetavno perspektivo. Hvala, dr. Tomšič. Še kaj nas skrbi na področju kmetijstva? Kaj smo zasledili v programu? Ja, tukaj vidimo neskladje med tem, da stranke so naklonjene verbalno-ekološkemu kmetijstvu, ampak tam, kjer pa gre za eno reč, ki lahko ogrozi obstoj ekološkega kmetijstva, pa tudi nasplošno kmetijstva, kot ga poznamo, to je pa so gensko spremenjene rastline predvsem. Tam pa stranke niso tega to, kar bi mi želeli, je, da se Slovenija opredeli podobno kot recimo Avstrija, Madžarska, naše sosede, kot država brez gensko spremenjenih organizmov, pač v okviru možnosti, ki jih imamo v Evropski uniji. In tukaj praktično nobena stranka tega ne omenja v svojem programu, z izjemo SNS, kar je pa po svoje zanimivo, namreč doslej tega niso pokazali, tako da nas pred tem pa v bistvu pogleda, da se veseli, ker do zdaj nekako pa to ni prodrlo. Težava je v tem, pač gensko spremenjene rastline, tukaj imajo politiki velike težave, ker z ene strani poslušajo veliki biznis, ki je glavni promotor gensko spremenjenih rastlin, ker je to izjemen generator dobičkov, hkrati pa kmete praktično, pa kmetijstvo vodi v neko smer, ki bo zagotovo v prihodnosti izjemno negativno se pokazala. Hkrati pa v Sloveniji imamo več kot tretjino občin, ki so se pa deklarirale kot občine, ki ne želijo, da se na njihovem območju gojijo gensko spremenjene rastline, in nas pravzaprav to se nam zdi, da so tukaj stranke se niso dobro odzvale na dejstva. Očitno bo treba še veliko osveščanja, pa veliko informacij, da se bo tukaj spremenilo.